Zdravstvene težave zaposlenih, naj gre za bolezen ali poškodbo, ne prizadenejo le njihovega dobrega počutja, ampak negativno vplivajo tudi na podjetje. Podjetje mora v večini primerov poskrbeti za nadomestilo plače, hkrati pa zagotoviti, da delo poteka nemoteno. Če delodajalec sumi, da zaposleni izkoriščajo bolniško odsotnost za druge namene, se odloči za izvedbo nadzora, kar lahko izvaja sam ali najame detektiva, ki nadzoruje gibanje osebe, ki je bolniško odsotna. Zdaj mi nekako poznamo dva načina, kako ugotavljamo neke morebitne kršitve. Eno je formalna kontrola na domu, to gre za enkraten postopek pri delavcu, pomeni, da ga obiščemo, naredimo zapisnik, opravimo z njim razgovor in vrnemo poročilo našemu naročniku. Ko se pa delodajalec odloči za nadzor nad delavcem, to pa ponavadi pomeni dlje trajajoče spremljanje samega delavca, to je povezano z večjim, vsaj v našem podjetju, se potem v to vključi več detektivov, ki dlje časa nadzorujejo neko osebo, jo spremljajo in potem zapišejo oziroma zabeležijo morebitne njene aktivnosti. Na koncu pridobimo podatek od osebnega zdravnika, katere aktivnosti so osebi dovoljene v bolniškem staležu, torej pridobimo bolniški red in potem vidimo, ali aktivnosti te osebe gredo nekako v skladu z tem bolniškim redom ali ne. Kot smo že poročali, smo direktorico Zavoda za turizem Maribor Pohorje Doris Urbančič-Vindiš, ki je bila uradno v bolniškem staležu, ujeli na opoldanskem posvetu v gostilni v centru mesta. Jaz pa res ne bi za turizem ste na bolniško odsotni, pa me zanima, kako komentirate dejstvo? Kakšna dejstva, gospa Nika? Glede na to, da sem včeraj dobila vaša neprimerna vprašanja, bi se vprašala, kakšno je vaše delo tukaj, ne? Drugače pa ne veste, v kakšni, bolniški. Ja, točno, ne za nedoločen, v ponedeljek pridem 16. aprila in bom dosegljiva. Vas videvajo ljudje? Ja, saj nimam bolniške, da bi morala biti doma. Tako da ne veste, kakšna bolniška je in vam tudi nisem dolžna povedati. Detektivski agenciji so nam zatrdili, da je pri preverjanju vodilnih problematično pridobivanje pooblastil za preverjanje njihove bolniške odsotnosti. Tu je zanimivo dejstvo to, da je to direktor nekega zavoda. Zdaj, tu je veliko vprašanje, ki se najprej za nas detektive postavi, kdo bi nam podal pooblastilo za nadzor takšnega direktorja, ker pomeni mi brez nekega pooblastila, še rajši imamo odzadaj tudi pogodbo, ki sicer ni obvezna, ne moremo delovati. Pomeni, zdaj, če mi predpostavimo, da bi se tukaj našla neka oseba, ki je recimo da nad direktorjem, da bi nam dali pooblastilo, da mi izvedemo nadzor, bi seveda to naredili, če bi zabeležili te ugotovitve, o katerih vi govorite, da se on sestaja v gostinskem lokalu, bi to podokumentirali, potem bi kasneje seveda pridobili tudi bolniški red od zdravnika in zdaj v primeru, da zdravnik tega njemu ne dovoli, je seveda tudi direktor lahko predmet nekega disciplinskega postopka. V letu 2016 so zabeležili skoraj 65% bolniških odsotnosti med vsemi delovno aktivnimi prebivalci. Po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so lahko daljše bolniške odsotnosti odraz naraščujočega deleža starejših med zaposlenimi, razlik v zdravju po slovenskih regijah in drugih razlogov. Med njimi omenjajo tudi varnost in zdravje pri delu. Včasih pa je lahko samo regulativ, da nekateri lahko namesto na delovnem mestu sestankujejo v gostinskem obratu.